naslednjem tednu se moram sestati z ministrom in ta program, ki je, uskladiti z njim in vlada mora sprejeti odločitev in tudi državni zbor in to pričakujem v mesecu februarju. Ne samo odkupa zemljišč, tudi projektno dokumentacijo, tudi participacijo za izvedbo univerzijade moramo zagotoviti 2 milijona evrov in še ostale stroške, ki so kakorkoli povezani z organizacijo same univerzijade. Pred 2 dnevi mislim, da sem podpisal že pogodbo za nakup teh zemljišč, glede na to, da sem danes slišal, da imajo nekateri še predkupno pravico. Gospod podžupan Mikl bo to uskladil in poskušal se z temi, ki uveljavljajo predkupno pravico, tudi dogovoriti. Pripravljamo pogodbo z ministrstvom za obrambo, da podpišem z njimi stavbno pravico in da cirka 100 000 evrov plačam ministrstvo za obrambo in sem pripravljen plačati stavbno pravico, da lahko projekt poligona in cevovoda do te točke izpeljamo tako, kot planiramo. Po zadnjem sestanku, ki smo imeli, bi naj vsa gradbena dovoljenja pridobili z majem in zaključili javne razpise do maja, do meseca oktobra bi pa naj bili projekti zgrajeni oziroma objekti zgrajeni. V tem danem trenutku ne gre za večje posege, razen cevovod je velik poseg, ampak mariborski vodovod z svojo strokovnim znanjem in mehanizacijo to lahko hitro zgradi in je firma, ki je v 100% lasti mestne občine Maribor in mislim, da je tudi prav, da naši delajo to. In kar se tiče poligona, je potrebno z buldožerjem in z nekaterimi drugimi posegi gradbena dela opraviti na tem mestu. Rekonstrukcijo ledne dvorane je prav tako mogoče izvesti. Kar se pa tiče dodatne dvorane na teniškem klubu Branik, je pa stvar dogovora med mestno občino Maribor in samim Branikom. V tem trenutku ne morem konkretno odgovoriti, ker nimam konkretnega odgovora strani vlade, koliko bodo oni dali zraven. Razliko seveda krijejo tako mestna občina Maribor kot partnerska mesta Ruše in Zreče. Pri Rušah in Zrečah smo ostali na dogovoru 250 000 evrov, za organizacijo Maribor samo za organizacijo 2 milijona, za objekte pa vsaka občina posebej sama poskrbi. Jaz osebno to zagotavljam in celo to planiram. Če bo pa višja sila, gospodarska in ekonomska kriza tako prizadela Slovenijo, da vlada ne bo našla teh sredstev, potem pa jaz kot župan enega izmed slovenskih mest tega ne morem garantirati ali pa zagotavljati.